Če si ujet začaran krog, izhoda ni. Če znani glas vedno znova ti šepeta laži. Če praznino v sebi bi zapolnil rad, tu je boljša pot, tu je boljša pot. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če iščeš svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. V temni noči iskali smo žarek te luči. Od preprek in stisk bili vsi izčrpani. Se zatekali k stvarem, polnim zmot. Tu je boljša pot, tu je boljša pot. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če iščeš svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če iščeš svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ in če to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. In pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če to veruješ, če vse to sprejmeš in če to čutiš, zaživi in pričuj. Če v stiski si, on te potolaži. Če se zgubiš, on ti pot pripravi. Če iščeš svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Če iščeš svobodo, rešitev, te iz tvoje ječe spravi. Če si ujet, vse vezi odpravi. Cerkev, ki si jo želi Bog. Danes obstaja mnogo napačnih mišljenj o cerkvi. Še vedno nekateri kristjani, ko slišijo besedo cerkev, pomislijo na cerkveno zgradbo. Res je, da se včasih napačno izražamo, grem v cerkev in s tem mislimo zgradbo. V Svetem pismu je na prvem mestu cerkev mišljenja zbor ljudi, ki so zbrani v imenu Boga. Apostol Pavel uporablja za cerkev besedo eklesija, ki pomeni zbor ali občestvo ljudi, ki jih je Bog poklical.
Bog nas je namreč odrešil in poklical svojim svetim klicem, ne zaradi naših del, temveč zaradi svojega sklepa in milosti, ki nam jo je pred večnimi časi podaril v Kristusu Jezusu. Bog skozi Kristusa kliče vse ljudi nazaj k sebi in tisti, ki se odzovejo njegovemu klicu, postanejo njegovi otroci. Bog je prevzel aktivno vlogo skozi svoj klic ljudem. Zato cerkev ni in ne sme biti na prvem mestu organizacija. Za cerkev se ne moreš samo odločiti, zdaj pa bom postal član cerkve. Niti ne moreš biti samo vzgojen skozi krščansko tradicijo in tako postati del cerkve. Del cerkve lahko postaneš samo, ko osebno odgovoriš na klic Boga in sprejmeš Jezusa za svojega osebnega odrešenika. Sam Bog nas je odrešil skozi svojega sina in nam ponuja svojo odrešitev. Nikomer drugem ni odrešenja, zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili, so znanjali apostoli v prvi cerkvi. Ne gre za človeške zasluge odrešitve, ampak odrešitev Boga. Bog gleda na cerkev kot njegovo ljudstvo, ljudi, ki jih je poklical, da je njegovo. Naslov, kakšno cerkev si želi Bog, je na pravem mestu. Gre za njega, Boga, ki se želi razodevati med svojim ljudstvom. Mogoče se to sliši preveč duhovno, nadnaravno. To je temelj, prvi namen, zakaj Bog deluje in je izbral svojo cerkev. Božji načrt je mnogo več od tega, da mi mogoče samo verujemo Boga, molimo, iščemo pomoč, ko smo v težavah, ali praznujemo krščanske praznike. Nažalost je velikokrat samo mišljenje ljudi, prepričanje, razumevanje cerkve takšno. Današnje razumevanje cerkve preveč temelji na človeku, njegovi moči, volji. Res je, cerkev so verujoči ljudje zbrani v imenu Boga. Tudi če je ves pogled usmerjen človeka in ne Boga, je cerkev samo krščanska organizacija, ki brez Boga ne more izpolniti Božjega namena kot cerkev. Spomnim se, ko sem videl na ulici nekoga, ki je nosil majico. Bog ja, cerkev ne. Ko je v spredju človek, njegovo vodenje in vladanje, je cerkev samo od dobrodelnih organizacij, če hoče tudi samo ena od političnih opcij. Namesto, da bi videli in doživljali moč, delovanje Boga, vidimo človeško nemoč, posvetnost, grešnost in mnogi se potem opravičeno zgražajo nad stanjem cerkve in nočejo imeti nobenega opravka cerkvijo. Seveda, cerkev nikoli ne bo popularna v tem svetu, toda mora biti luč in sol. To ji lahko uspe samo, ko je Bog, njegovo delovanje v centru. Na drugi strani vlada zmeda, napačne predstave o cerkvi zaradi različnih krščanskih cerkva. Res je, skozi zgodovino vidimo veliko delitev in razkolov cerkvi. Velik razkol cerkve v 11. stoletju, vzhod-zahod, 16. stoletje, reformacija in lahko bi našteli še nekatere dogodke. Ne moremo iti v podrobnosti, toda na grobo lahko rečemo, da je prišlo velikokrat do razkolov, ker je hotel vladati človek in ne Bog. Namesto, da bi bila cerkev luč in sol Božji moči, je sledil duhovni padec, posvetnost, mlačnost, nažalost velikokrat boj za človeško oblast.
Kaj se zgodi tedaj s cerkvijo? Bog se umakne in išče ljudi, ki hrepenijo po njem in se odzovejo na njegov klic. Za Boga ni pomembno ime, binkoštna, rimokatoliška, luteranska ali pravoslavna cerkev, ampak ljudje, ki odgovorijo na njegov klic, se spreobrnejo in želijo živeti po Božji volji. Če želimo razumeti, videti, kakšno cerkev si želi Bog, moramo pogledati in spoznati prve začetke cerkve. Poglejmo začetke prve cerkve. Začetek, rojstvo cerkve se najpogosteje razlaga binkoštni dan. Prejšnjo nedeljo smo praznovali velikonočne praznike. Naslednji večji krščanski praznik bodo binkošti, ko bomo praznovali rojstvo ali začetek cerkve. Poglejmo, kaj se je dogajalo. Ko je prišel binkoštni dan, so vsi bili zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se mi jeziki podobno plamenom, ki so se razdelili in na vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni svetim duhom in začeli so govoriti v tujih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. Cerkev se je začela med tistimi, ki so sledili Jezusovim navodilom. Naj počakajo v Jeruzalemu, kjer bodo prejeli očetovo obljubo in moč svetega duha. Čakali so v molitvi, hrepeneli, dokler niso prejeli obljube. Kakšne so bile posledice tega dogodka za njih in seveda bi morale biti tudi za nas danes. Spoznali so mnoge stvari o sebi in naravi cerkve. Najprej so spoznali, da so prejeli svetega duha. To je bilo nekaj novega. Tik preden je zapustil Jezus svoje učence, jim je dejal in povedal o obljubi, tolažniku, pomočniku, svetemu duhu, ki jih bo krepil, spodbujal, učil in spomnil vsega, kar jih je učil Jezus. Cerkev so zdaj predstavljali ljudje Boga, v kateri je sedaj bival sveti duh Bog. To je prineslo v njihova življenja vitalnost, predanost Bogu, novo vodstvo, delovanje Jezusa v njihovih življenjih. Doživljali so nove duhovne izkušnje, ki so zakoreninjene v tretji Božji osebi, svetem duhu. Zanimivo se je zavedati, da jim Jezus ni pustil nekih posebnih načrtov, ki bi jih morali slediti. Nobenih doktrin, ki bi jih omejevale, nekih posebnih programov. Prvi učenci, ki so prejeli svetega duha, njim je bilo dovolj, da so pritegnili pozornost ljudi, da prisluhnejo evangeliju. Bog je med svojimi ljudmi delal nekaj novega. Peter je tudi začel spodbujati k spreobrnenju in krstu. Peter jim je odgovoril, spreobrnite se, vsak izmed vas naj se da v imenu Jezusa Kristusa krstiti v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar svetega duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč, kolikor bo k sebi poklical Gospod naš Bog. Prepričeval je še z mnogimi drugimi besedami in opominjal in jim govoril, rešite se iz tega pokvarjenega rodu. Tisti, ki so sprejeli njegovo besedo, so se dali krstiti in tega dne se jim je pridružilo približno 3000 ljudi. Peter je zelo jasno povedal, kaj je pogoj, da postanemo Božji otroci. Cerkev. Spreobrnite se, zverujte v Jezusa in ga sprejmite za svojega rešenika. Priznajte svoje grehe Jezusu
in prejeli boste odpuščanje. To je osebna odločitev posameznika, ki jo mora vsak storiti, da lahko Bog po svetem duhu deluje v njegovem življenju. Potem Peter nadaljuje: in sprejeli boste svetega duha. Tretja Božja oseba želi biti v našem srcu. Prijetje svetega duha vedno prinese življenje, radost, hrepenenje po Bogu, življenje z njim. Nekdo, ki pove, da je sveti duh v njem in ni nobenih znakov duhovnega življenja v njem, je prevaren. Vidimo, da so na Binkošti verniki bili izpolnjeni svetim duhom in začeli so slaviti Boga, kakor jim je duh dajal izgovarjati. Bila je velika radost med njimi, tako da so celo nekateri rekli: vinca so se napili. Vsi so bili osupli in si tega niso znali razložiti. Druge so spraševali, kaj to pomeni. Nekateri pa so se norčevali in govorili: sladkega vina so se napili. V bistvu se je začel nov odnos med učenci in vsemi, ki so se spreobrnili Bogu. In ta odnos so potem tudi potrdili s krstom v vodi. To je začetek cerkve, ki ni zgradba, ampak ljudje, v kateri se pretaka življenje, delovanje Boga. Bog si želi cerkev, v kateri lahko deluje, spreminja življenja in razodeva svojo milost, ljubezen. Apostol Pavel to zelo jasno opiše. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Boga in občestvo svetega duha z vami vsemi. Želimo pripadati takšni cerkvi. Lahko se pomolimo. In tudi danes, ko je dan volitev, lahko molimo tudi za Božji blagoslov, za našo deželo, za volitve, za najboljšo vlado, katera nas bo vodila. Jezus, hvala ti za tvoj načrt, da si ti postavil svojo cerkev. In sveti duh, mi te prosimo, da nam naprej razodevaš, kakšno cerkev si želiš ti. Da ti želiš delovati v naših življenjih, spreminjati naša življenja. Gospoda, doživljamo odpuščanje, mir, radost, spravo, vse to, kar prinaša življenje, Gospod. Zato nam pomagaj in odpiramo, predajemo ti srca in življenje. Vodi nas in deluj in razodevaj se v svoji cerkvi. Pomagaj nam, da smo luč, da smo sol in da še mnogi lahko doživijo tvojo ljubezen, milost, odpuščanje in sprejmejo tebe kot svojega osebnega odrešenika in zveličarja. In dragi Bog, mi te prosimo tudi za ta dan volitev. Mi prosimo za tvoj blagoslov. Mi predajemo tudi vse naše voditelje, Gospod, da ti govoriš in se razodevaš. Jezus, prosimo te za blagoslov, za blaginjo naše dežele, za tvojo milost in modrost in blagoslov tudi volitev. Amen. Lepo nedeljo, Božji blagoslov vsem.